Tanja, prosim se predstavite, večinoma znamo, z katerega medija ste zastavili vprašanje. Petra Sodač, Finance, jaz imam več vprašanj. Prvo je, kaj boste vi potem počeli, oziroma če ne boste več minister, se boste čisto ven iz politike umaknili. Drugo je, vem, da boste sicer rekli, da bo o tem odločil kongres stranke, ampak koga bi vi najraje videli na čelu stranke, tako da prosim... Greva počasi. Ja, okay. Drugače bom izgubil nit. Torej, sigurno je ta odločitev, ki sem jo sprejel, povezana z odločitvijo to, da se na koncu seveda iz politike umakne. To je seveda najbrž vsem vam jasno, da na koncu rečem, ne, dovolj je bilo, vračam se v gospodarstvo. To seveda ne bo enostavno, ne. Tako kot ni bilo nikomer do sedaj enostavno se vrniti nazaj tam, kjer je bil, odkoder je za nekim dobrim renomejem, za neko pozitivno zgodbo odhajal v politiko, se ponavadi tja vrača za nekim grozno velikim negativnim prizvokom, za nekim prizvokom, niti ne vem, kako bi to imenoval, skratka, z nekim slabim prizvokom, ampak pogledajte, 13 let sem vodil procesno industrijo, najprej rafinerijo, potem petrokemijo, imam znanje, imam izkušnje, zato sem se izučil, marsikaj znam, pa ne govorim zdaj o politiki, se govorim o svoji stroki. In se tega ne bojim, verjamem, da bom našel priložnost takrat, ko bo do nje prišlo in bom z veseljem ta svoj poklic, za katerega sem se izučil, tudi nadaljeval. Nimate še več dogovorjeno? Ne. Kar se tiče morebitnega mojega naslednika oziroma novega predsednika te stranke, se bomo morali v stranki seveda pogovoriti. Ne vem, če že obstajajo kakšne ideje, seveda vsak ima svoje simpatije in tako naprej, razmišljanja so različna. Potrebno se bo pogovoriti, časa je dovolj, imamo še praktično več kot mesec dni časa do tistih volilnih opravil, kandidacijskih postopkov v zvezi z kongresom, tako da bomo v naslednjih tednih zagotovo to dorekli. Niste odgovorili, kdo je vaš osebni favorit? To bom zadržal zase. Naslednje vprašanje. Petra, obstaja kakršnakoli možnost, da se premislite? A vi mislite, da je moč tako pismo napisati in se potem premisliti? V politiki imate možnost. No, vse zaradi tega je to tudi eden od razlogov, da človek zelo težko dela v taki politiki. To se pravi ni možnost. Koga ste obvestili iz stranke, da boste premislili? Kdo je vedel, preden ste napisali pismo? Kdo je vedel, preden sem napisal pismo? Iz stranke? Nihče. Nihče? Nihče ni vedel, ker če bi kdo to vedel, ne, potem bi me najbrž želeli na vsak način mi preprečiti, da bi takšno pismo napisal. Jaz sem, to moram povedati, no, včeraj in danes prejel ogromno pisem, SMS-ov, mailov, podpore, ne samo znotraj stranke, tudi sicer. Tako da vsem tem seveda hvala lepa, ne. Nijem kaj drugega reči, ampak če bi prišel za tem pismom na nek organ ali kar podobnega, potem bi seveda ta odločitev bila še bistveno težja. Jaz sem to naredil zato, ker vem, da to moram narediti. Ampak sem še nekaj. Govorite pač, sklicujete se na odgovornost in
o odgovornem ravnanju. Ampak ali vendarle ni tole vaše ravnanje z druge strani pa tudi neodgovorno recimo do stranke? Konec koncev ima stranka 3 mesece časa, nima časa nekoga narediti, nekoga promovirati kot predsednika, da ste dali vendarle s svojim interesom prednost pred interesom stranke. Lahko se seveda to tudi tako interpretira. Jaz sem za to stranko storil vse, kar je bilo možno. Bil sem tisti strelovod, seveda ob pomoči mojih sodelavcev, ki so mi tu pri tem absolutno pomagali in se jim zahvaljujem za to v dobrem in zlem. To ni bilo enostavno, vi morate vedeti, da sem jaz to stranko vzel takrat, ko ste jo večina od vas tukaj sedečih že odpisali. Javnomnenjske podpore, takrat, ko sem jaz prevzel stranke, so bile pod 1%. Jaz sem se hecal, pa sem takrat dejal, da bomo prva stranka, ki bomo imeli negativno javnomnenjsko podporo, oziroma bo naš procent minus. Ampak smo z enim trdnim delom nekaj naredili. Se jaz ne govorim o tem, da smo naredili neko blazno veliko zgodbo. Smo pa storili to, da smo stranko pripeljali v parlament, jo stabilizirali. Mnogi ljudje so ponovno začeli razmišljati o tem, da bi jo podpirali. Zdaj lahko se vzame tudi to, da je puščamo na cedilu. Pri takih odločitvah je seveda to vedno mogoče. Gledajte, ena resna stranka mora vedno imeti neko alternativo. In ta stranka ima alternativo, ne bo imela alternativo. Naslednji predsednik bo dober predsednik. Prosim. Aleš, kot sem večer, navedel bi se na malo prej, dejali ste, da če ne boste več minister, se vračate v gospodarstvo, kar pomeni, da tudi v parlament se ne vračate v tem primeru. Zdaj, kako bo to logistično vse skupaj teklo, v tem trenutku težko odgovorim, ker ne vemo, kako bodo se zadeve odvijali. Sam bom se seveda poskušal iskati službo. Meni je jasno, da ne morem pričakovati službo v neki državni firmi. To mi je popolnoma jasno, ker bi me naslednji dan vi, ki tukaj sedite, raztrgali, ker je to nedopustno, da bi se politik vrnil nazaj v državno firmo, čeprav je morda kdaj pred tem tam uspešno delo. Vem, da si bom mogel iskati službo v privatnem sektorju, najbrž morda celo v tujini, ne vem. Sigurno to iskanje ne bo enostavno, kot sem dejal. Imam izkušnje, imam znanje, vem, zakaj se gre. Znam trdo garati. Dejal sem, če bi v realnem sektorju garal toliko, kot sem garal, kot garam zdaj v teh mesecih, bi najbrž bil zlat. Tole še morda, omenjali ste tudi razloge, da obstajajo razlogi za vašo odločitev v stranki, v kateri pa, kolikor slišimo, uživate precejšnjo zaupanje in podporo. Lahko kaj več o tem, kaj vas je v stranki zmotilo, da ste se tako odločili? Glejte, če vzamemo samo primer Maribora. Maribor je primer, na katerega stranka ni imela nobenega vpliva. Prav nobenega vpliva. In se je odvijal, se je vrtel, dogajal in tako naprej in tako dalje. Končen račun je pa se vedno izstavljen stranki skozi javnomnenjsko podporo sami stranki, skozi javnomnenjsko podporo nenazadnje predsedniku. In takih zgodb je bilo kar nekaj. Se to ni samo ena zgodba. Tako da pa še marsikaj drugega bi lahko imel. Nimam namena zdaj tukaj seveda prati našega notranjega perila, ker to moramo mi storiti
sami znotraj. Je pa res nekaj v tej politiki, kar me blazno moti, pa je to, da nekateri pač niso v stanju v enem momentu reči, zdaj pa je čas, da se moramo umakniti iz stranke, upraviti svoje delo, razčistiti svoje zgodbe, ki mi jih očitajo, in se pol mora biti potem, ko se zgodbe razčistijo, zmagoslavno vrniti v politiko. Tega enostavno ne doživimo v tej politiki, ne. Je praktično neka nemogoča, so to neka nemogoča dejanja. Jaz pa mislim, da bi mogli k temu težiti. Ne, da nekoga moraš pravzaprav na silo, na osnovi statuta in tako naprej, dobesedno vreči ven. Ne. To se mi zdi resnično nerazumno. Pa ne samo v našem primeru, še tudi kje drugje. Pa imamo primere parlamenta, pa ne vem, kje vse podobne zgodbe. Da ni neke tiste samokritičnosti, če hočete. Da rečeš, dovolj je bilo. To moram prekiniti. Še eno vprašanje.